Poletno vesolje. Kaj je lahko bolj sproščujoče od sprehoda v hladnem poletnem vetrcu ob reki, se je spraševal že Tomaž Škrjanec, ki ga znova berem. V skritem kotičku gola zaplavati v reki bi mu odgovorila, ali sprehod v zimskem večeru, ko sveže napadli sneg škripa pod nogami in snežinke še vedno rahlo padajo z neba. Sedenje pod ljubim drevesom, ko je gosto obarvano jesenske barve in iz krošen odpada listje, ki šelesti. Mesenje testa, druženje s tabo, z iskro v očeh. Sprostila bi se v vesolje. Sama. Danes grem na Porto sama, čeprav bi šla raje v družbi. A ti trenutno nimaš časa. Ugibam, nisem vprašala, zgolj šla sem. Za sosednjo mizo govorijo angleško. Na mizi imajo unione in vmes igrajo minigolf. Otroci skačejo po trampolinu. Poklicala si in povedala, da ima slabo vest, ker si šla na morje in ne z mano na Gratljevic nočni vzhod. Good line. Just don't think about the woman. You know what? So govorili. Na to sem jih izgubila. Life is great. Keep living. Je moj dodatek. In še dve kratki. Barvni kontrast poletja. Zelena, mehka, topla, travnata preproga pod nogami in sočna, hladna, rdeča lubenica v rokah. Čudeži. Od sončnega vzhoda do sončnega zahoda teče čas. Vmes se godijo čudeži. Hvala, Jerneja. Preden povabim Špelo na oder, bom prebrala pričevanje, ki ga je aprila letos oddala Sara. In sicer gre takole. Po zdravljenju se je vse umirilo, kot da bi nekdo nenadoma utišal svet. Ljudje so mi govorili, zdaj si zdrava, jaz pa se nisem počutila zdrava. Moje telo ni bilo več moje staro telo. Ni bilo več samoumevno. Vsak gib ima težo, utrujenost pride brez opozorila in me ostavi tam, kjer bi prej samo šla naprej. Težko mi je tudi med ljudmi. Vem, da me imajo radi, vem, da me podpirajo, ampak pogosto imam občutek, da me ne morejo zares sprejeti v tej novi verziji mene. Kot da sem se spremenila v nekaj, česar ne znamo skupaj poimenovati. In včasih se zdi, da tudi sama sebe ne znam več sprejeti. Najbolj pogrešam svoje telo, kot je bilo prej. Telo, ki je zmoglo vse, ki ni spraševalo, ki ni opozarjalo nase, ki ni potrebovalo toliko počitka. Včasih si tako močno želim, da bi ga dobila nazaj, da bi lahko samo tekla, delala, živela brez tega stalnega zavedanja omejitev. Ampak vem, da tako ne bo šlo. Vem, da ni poti nazaj. In ravno to me je ustavilo tudi drugi. Poklic, ki sem ga opravljala, prej mi ne pomeni več istega. Ne vidim več smisla v tem, da vlagam energijo v nekaj, kar me ne izpolnjuje. Kot da se je nekaj v meni prelomilo in me razkrilo, kako zelo sem bila prej ujeta v idejo, kaj moram. Zdaj me to ne drži več. Moje prioritete so se spremenile. Čas je postal nekaj drugega. Bolj pomembno je, kako ga preživim, kot pa koliko zaslužim ali kaj vse dosežem. Želim si delati stvari, ki me veselijo, biti z ljudmi, ki mi nekaj pomenijo in si dovoliti tudi počitek brez slabe vesti. In v tem nisem sama. Okoli sebe imam ljudi, ki me podpirajo, ki so tu,
ki ostajajo tudi, ko ne znam razložiti, kaj se dogaja z mano. To mi pomeni več, kot sem si kdajkoli znala predstavljati. Moje telo ni več takšno, kot je bilo. In mogoče nikoli več ne bo, ampak to telo je šlo skozi vse to in zdaj se učim, kako biti v njem. Ne kot prej, ampak na novo. Na oder povabim Špelo Setničar. Špela je ravno zaključila knjigo, ko sem jaz dobila diagnozo in Špela je nekako šla čez vse in potem je mi podarila pesniško zbirko in noter je napisala Zdrži, Tanja. In sem zdržala in smo zdržale in zdaj smo tukaj in sem vesela, da jo lahko povabim in da jo povabim, da drži pesniško zbirko svojo tudi v rokah. Tako da bi te prosila, če prebereš nekaj pesmi. Kakšen je povod, da bi lahko krmana zdaj jokala. Ampak evo. Bom začela nekje na začetku, kronološko. Številke in črke. Zdravničine besede spolzijo hitro. Izmotam se med vrati, ko v glavi odzvanja. Limfum, limfum. Drsim k tebi, ko spokojno sediš v čakalnici, že od jutra pripravljen na vožnjo domov. In naenkrat hočem tvojo roko, strašno lakoto, ki tuli z dna želodca, rečem, verjetno je rak. Pritiskava na številke in črke kombinacije železnega avtomata in gledava, kako se žic odklepajo sladice in trdo padajo v predal. Debela igla prebode v prsje, še preden se zavenje notri, topa bolečina ne obstaja, le zvok medicinske pištole, le oči zdravstvenega tehnika, ki grobo mežikajo. Ne razmišljam o dihu, ki ga moram zadržati, ne dihat, ne dihat, ne dihat, temveč o vsem, kar me spomni na upanje, na njegovo morda ljubljansko stanovanje, v katerem lika in bere nak, na to, kako zgodaj vstaja, koliko sladkorja prenese v kavi, o tem, kako oba za hrbtom stiskava pesti, da igla ni prebodla mojih pljuč. Vse se je spremenilo, rečem po posegu. Vse bo v redu, reče, če se vidiva zadnjič. Zadnjič je bilo šele na začetku. Včeraj se je v bolniško sobo vrnila plesalka na drugu. Njena bolezen je zrasla v nosu, moja pod prsnico in okoli srca. Lasi so ji že pričeli poganjati. Po 2 mesecih sta se ji ustnici zrahljali v srečno gubo in vstopila je v srčasti pižami. Skupaj sta sedeli za majhno mizo, priklopljeni na aparate, zazrti v drevesa, na potujočih stojalih. Na mesto sadežev so njihove krošnje rodile plastične vrečke. Na mesto sončne tekočine so pod kožo nežno kapljala zdravila. Tudi v spanju so poslušali tapkanje. Zvok, ki je pomenil, da še živiva. Ob večeri so sestavljali sestavljanko, živobarvno sliko Fride Kahlo. 1500 koščkov, ki jih bova uokvirili do konca tedna. Pomili so manjkajoče delce, jeklen pogled, ki je strnil slike. Koliko koščkov še? Si me utrujeno vprašala. Koliko koščkov, da se znova sestaviva?
Najlepša rakava punca, si napisala v odgovoru na sliko, s katere se je svetila roza lasulja. Kot drugi nisi mogla videti, da rakavi bolniki zapustimo več življenj. Tiste, v katerih smo ostali lepi, in tiste, v katerih še nismo poznali bolezni. Mesec pred mojo diagnozo si obrila svoje dolge, rdeče lase. Sanjala si svojo glavo, znova osvobojeno. Gledali sva, kako v odtoku izginjajo, in rekli, tako je, ko odrežeš preteklost. Moja roka zdaj drsi čez bolniško posteljo, da ujame tvojo, v kratkem času, ki je na voljo. Od 3 do 6 v parku obiskov. Nato se posloviva v prihajajočem mraku poletne noči in v svetlobi, ki pada na najini glavi, je nekaj preroškega, rečeš. Lasulje so iz mene izvlekle nove osebnosti. Prihajale so hkrati. Svetlolasa, Angel Pornstar, deviško črna, heroinska snegučica. Ko so se na začetku poletja sprehajala v vročini, sem razmišljala o tem, kaj skrivam. Golo glavo ali svojo bolezen. Čez nekaj mesecev sem lasuljo končno odvrgla. Kdo si pa zdaj, si me vprašal. V smehu sem ti odvrnila, plišasta pevka. Mora obstajati način. Ko zapuščam bolnišnico, se tesno objameva in nikoli ne spregovoriva o tisti punci, ki se je borila proti levkemiji in saj vedo, da o tem ne smeva niti razmišljati. Mora obstajati način, da smrt postavimo v to življenje, je premišljala že Audre Lorde v dnevnikih raka. Odložim jih na polico. Plesalka me vidi jokati, obrnem se v mamini obleki in vzkliknem, konec je. Kličem in pišem sporočila, mehke besede na ekranu, pristajajo v mojo dlan. Zdaj vem, da človek mine hitreje od bolečine. Včeraj sem sanjala, da si ustavil v moji ulici, spustil okno sivega avtomobila, na katerega sem naslonila svoje roki. Potem, ko si me vprašal, kaj se je zgodilo, rekel si, drugačna si. Premagala sem raka. Tudi v sanjah se še vedno vidim sploh lasuljo, kako govorim jasno in ponosno. Prvič v življenju te premagujem. Ne moreš me znova vreči iz stanovanja v noči, ko jih praznujem 21, pred tvojim 31. Pred svojimi prijatelji, ki imajo želje in otroke, kričati, da razdelam njihove družine, potem, ko me pijani vabijo domov. Ne moreš me držati za ovratnik in počiti ob steno, ker sem si oblekla prozorno mikico. Nekoč sem si zapisala vse grde besede, ki bi ti jih zmetala v obraz, načrte maščevanja ob najnem srečanju. A namesto tega se mirno obrnem, sanjam, kako se manjšaš, okostiš do nepomembnosti, ko hodim daleč, daleč v nasprotno smer. Vse zašepetaj o pomečkavi robček. Smrt ne vpraša, o njej se sprašujem. Z njo nadlegujem svoje prijatelje in rečem, smrti se bojim bolj kot kadarkoli. Njihove oči postanejo steklene in svoje duše zaprejo v kozarce, pepelnike. Opazujemo, kako se v njih nabira cigaretni prah. Ko sedim v čakalnici, vstopajo medicinski tehniki in tiho govorijo, gospa,
vašem srcu je strdek. Gospa si obriše solze v pomečkani robček. Gospod pelje jo na reševalni posteli in njen pogled je usmerjen nekam daleč stran, ko ji pravijo, da ne sme zdaj jokati. Je treba, da ste močni zdaj, gospa. Ne vem, kako izgleda strdek v srcu, a nekoč se je moj ključ zataknil v cestnem jašku in od takrat ga nisem več videla. Ko odklepam vrata svoje hiše in me smrti dohajajo, jim rečem, ne morete biti hujše, kot ste, ne morete biti hujše, kot ste. Počasi vstopam, vem, da smrti pridejo za mano. Še zadnje. Ženska v češkem filmu je namesto otroka rodila mačko. Jaz sem rodila psa, kraljevo pudlico, s frizuro, ki spominja na skobranega Mozarta. Kako čudno je imeti manjše srce, prislonjeno ob svojega. 4 noge, ki se raztezajo čez pot ob posteli. Kako se poodročimo, naši psi se nam zdijo najlepši. Kričimo in poljubljamo njihove smrčke. Kupujemo jim posteljice, mehke vzorčaste blazine, ovratnice in ogrlice. Objimamo jih, ko zaspijo in v morah renčijo, lajajo na tujce, krisejo nogavice in požirajo najlonke. Zaskrbljeno jih prebujamo, ko se njihove sanje spremenijo v more in naše spalnice napolni tiho cviljenje. Še si tu, ob meni, jim govorimo, zagledani v velike oči, v temni obrobi. In ko se po sestankih, službah in protestnih shodih rešimo ljudi, nas pričakujejo, ležeči v okovi, na domači preprogi in se v obratu ključa v vratih zaletavo dvignejo življenjem, ki je krajši od tvojega, z razprtim gobčkom, iz katerega visi iztegnjen jezik. Pasje molčijo, pasji ljubljenci, pasji angeli. Hvala, Špila. Marx je zapisal takole. Malo po 50. letu me je zdravnica obvestila, da imam ponovno povišen PSA. Je rekla, priporočam biopsijo prostate, da bova točno vedela, kakšno je stanje. Čez nekaj mesecev opravim biopsijo in odkrijejo mi raka v zelo zgodnji fazi. Takoj pristanem na radikalno odstranitev prostate z laparoskopsko metodo v Celju. Konec leta sem uspešno prestal operacijo in raku pokazal svoje zobe. Ne boš me. Ostal sem psihično trden, prikrajšan za sladkosti intime, vendar po 3 letih kontrolnih pregledov uradno ozdravljen. PSA je na ničli. Življenje po raku se mi je spremenilo, moje prioritete so drugje. Izogibam se stresu, uživam življenje, v vseh malenkostih, tistih drobnih stvarih okoli nas, ki nam ga delajo lepega. Ljubezen, čist zrak, čista voda, dobra knjiga, svoboda, hišni ljubljenčki, kratki in dolgi izleti, sonce, hribi, gozdovi in morje. Ljubim življenje. No takole, če nas je pa kdo kaj naučil o tem, kako bivati v naravi, je pa Milan Šel, ki nas večkrat povabi v svoj raj na Krasu, v Smetice. Kot večkrat poudarim, da je Milan način dihanja, pripravlja tudi svojo novo pesniško zbirko in ga vabim, da pride na oder prebrati nekaj svojih pesmi. Hvala, Tanja, večer. Ja, ko sem lansko jesen bral skupaj z nekaterimi na tem istem mestu, potem nisem več pisal o raku in sem mislil, da sem opravil z rakom, ampak rak očitno ni opravil z mano.
Sem pa pisal pesmi za otroke in pisal sem iz potrebe. Katere pesmi so za male otroke in katere pesmi so za velike otroke, presodite sami. Tržnice. Kaj bi se zgodilo, če bi sonce deževalo? Namesto, da bi zjutraj skozi oblake sijalo. Kapljice svetlobe bi pršele z neba. V bleščicah dolina bi zlata bila. V držnih pižamah bi žarki plesali, se zjutrajno roso kristalno igrali. Naj gore padajo, vame zdrsnejo plazovi, z bregov se skotalijo skalovja in razmočena zemlja blatna se oprime premrlih udov in kosti. Na raslih vodah učanja, opranega obraza gledam pred sabo navzgor. Za razprtimi hribovni uzrem nove doline z vršaci segajo pod nebo, je uprt pogled. Najrase. Danes bi usadili drobno mlado drevo. Malce smo oklevali, potem pa smo rekli, o, hruška drevo. Rasi nam drevce, da obrodiš nam sladke sadove. Če ne bodo za nas, pa za nove rodove. Prva zarja je čas nemira, se boleti tista drhtavica, ki je med spanjem letela tik pod površjem tanke skorje, lomijo krmi, prepoji prve zvoke, od spodnjih vej do objemov krošen proti nebu. Drobovja pravuči se vrtinčijo in plešejo kot ptice v razuzdanosti novega, ki hoče živeti, znova peti. Podjavljeno na hod. Na višne duri že trka pomlad. Drev je v cvetju, svet je spet mlad. Rečijo čebele, življenje vrvi. Primem za vejo, sledi cvetni prah. Smrkaš in kihaš, žari tvoj obraz in pomežikneš, kako te imam rad. Srnjak je previdna v koprinastem mraku, pred stopinami lovca na jutro se umakne pod veje robidja in mimo kamnitih zidov švigne pred pogledom ujede. Izkljuvala bi oči, če bi obležala v gozdni poti s kroglo nad srcem, zaradi prekratkega skoka, zamude koraka za delček sekunde, z gobčkom krvavim bi skrila jo senca. Molk ni gluha tišina, ki se splazi v jutrni svetlobi čez hišni prag pod vzglavjem mirnega spanja. Sprašujem te in največkrat ne pričakujem tvojega odgovora, ker vem, da so se tvoja usta tokrat zaprla na drug način. Srce pa odgovarja vedno znova v svojem jeziku, je na voljo, kadar izvolim. Trenutek. Dan je spokojen, ležem pod hrast. Njegovi senci pobožave hlad. Mislim na tiste, ki imam jih rad. Mislim na ure, na minule dni in na vse tiste, ki jih z nami več ni. Med sprepletene korenine vežem v utrujenosti je želja po predaji. Lomljiva skorja prši na obraz in odrevenele ure premagam
in se znova zaženem navzgor, proti krošnji. Pokrij me s svojimi vermi, ljubljeno drevo, skrij me med liste pesmi, pišem in najdem med znanimi črkami nove odtenke, prikličen, prerojen odsvek. Zastekljena svetloba lomi karmin v nežnih odtenkih. Upanje se na videz razdala, koplje se iz sivine v mokre trakove, ovijajoče tipalke iščejo pot navzgor, kjer je obljubljen razgled prek vrhov. V dolini dremajo razkošna drevesa, ne menijo se za kakofonijo, ki se lenobno prebuja na ulicah velemesta. Nekaj trenutkov je vsa banalnost naglice še prikrita. Potuhnjeno plivskne in se razvije učanja val. Tega zori. Danes padajo zvezde z neba. Noč je prelepa, je magična. Če sinje nebo, prva zvezda zleti. Druga vežika, ko jutro želi. Tretja čofne sestri v kavo, četrta pa bratu na polju v travo. Peta nam pade za vode gore, zadnja se utrne v tvoje srce. Hvala. Maja Sotenšek je takole napisala. Ob koncu ambulantnih pregledov čez 2 uri sem le na vrsti. Sedem na stol, malo poklepetava. Zakaj sva že dogovorjena? Saj res, biopsija, bom poklical, še nimam izvidov. Govori po telefonu. Aha, tako, nič ne razberem. Stiskam členke in prosjače. Naj bo izvid v redu, prosim, naj bo v redu. Odloži telefon, počasi se nagne čez mizo, čisto blizu k mene, me strmo pogleda in z jasnim glasom razloži. Ni v redu, gospa ni v redu. Premor, žal mi je. Počutim se, kot bi v mojo glavo pravkar priletela nekaj tonska glada. Čutim, kako mi je obraz otrpnil, zamrznil v prejšnji grimasi. Vse to opazujem v počasnem posnetku brezčasja, skoraj kot v utrinku večnosti, le da poskušam se odkrhati, poiskati glas, pa ne gre. Še vedno sem v tej ledeni cevi, otrpla, kot bi me opazila puščica namočena v kurare. Zdravnik mi nekaj govori, potem vstane, masko žalosti odvrže in skoči v svojo kožo vesele razigranosti. Naroči me naslednji teden in pomaha. Čao, 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 čao. To je odlomek iz moje knjige Zbiralka terapij, ki opisuje trenutek, ko je bila potrjena diagnoza raka dojke. Takoj po diagnozi 2009 sem šla na operacijo in kasneje še 3 kemoterapije. Potem pa zaključila z alopatskim zdravljenjem. Odločila sem se za alternativo oziroma holistično kliniko v Nemčiji in z veseljem podelim to izkušnjo. Takole Maja, zdaj bi pa na oder povabila, ker smo seveda napovedali odprti mikrofon, Majo Valentinčič, ki se nam je zadnjič pridružila na bralnem klubu, danes pa se je prvič pogumila, da bo brala tudi pesmi na mikrofonu. Tako da vabljena. Začelo se je takrat, ko je življenje spet zacvetelo. Spomladi 2021. Hormonsko odvisen HER2 pozitiven karcinom na moji desni dojki.
Še enkrat mi spodnese tla pod nogami, a nisem padla, nisem smela. Odločim se, da bom živela. Majava romam po labirintih onkološkega inštituta, mamografija, biopsija, anestezija, kemoterapija, radiografija in covid testiranje v nedogled. Zdravniki z maskami na obrazu, bolniki z maskami na obrazu. Za njimi mnogo prijaznih ljudi. Paklitaksel, herzuma, tamoksifen so nove besede v mojem slovarju. Zdravila, ki tečejo v moje telo, krhko in razdrobljeno. Volja rojeva moj novi obraz. Zdaj je jesen. Okoli glave zavijem pisan ruto, sedem na kolo in speljem nov dan. Saj bo šlo. Zunaj je poletje. Midva leživa vsak v svoji sobi. Veni najstnik svoje probleme ima. Šolo je obvesil na klin, veza simpatična mladenko je razpadla. Zdaj mi družbo delata računalnik in telefon. Jaz sem na drugi strani stene. Tretji dan po kemoterapiji. Čisto se poč, jočem. Malha materinske podpore je prazna, pa še lačna sem. Saj bo šlo, mi pravijo, in me objame. Ne, ni res. Objem je bil samo moja želja. Je pa pripravil dobro kosilo. Tale bip, tako sem se jaz spomnila, da so tisti sobe za kemoterapijo, ves čas tisti stroji oglašajo, no? Čeprav mislim, da je bil nek drug zvok. Onkološki inštitut v Ljubljani. Oddelek dnevna bolnišnica za kemoterapijo. Po cevkah v žile teče strup. Strup za raka, zdravilo zame. V sobi smo štirje. Zehamo, dremamo, brskamo po telefonih. Nekaj se dogaja. Priletna gospa na postelji nasproti mene sope in glava je čudno pada v znak. Stisnem gumb za klic v sili. Prihitijo beli angeli, to je nekaj resnega. Veliko jih je. Vsi okoli njene postelje. Izurjeni, uigrani, hladnokrvni, zagnani in uspešni. Nasvidenje ponovno oživela. S posteljo vredjo odpeljejo na intenzivno nego. Spet bip. V takrat sem mislila, da se to dogaja samo v filmih. Dobro smo odigrali svoje vloge. Še zadnja, te pa naslov Vanja. Z Vanjo liževa vaniljev sladoled. Vena krvžljanje ovčke v zdravilišču Boberna. Zavod za zdravstveno zavarovanje časti, zdravilišče. Sladoled si zmorava privoščiti sami. Vanja je tukaj drugič, res prvič in nikoli več. Nikoli več. To je mantra, s katero sem se ogradila od statistik o možnostih ponovitve. Pa ne vem, ali bo učinkovala. Vanjini izvidi upobijo na nekaj sumljivega. Potem spet pregledi, čakanje in neizprosna resnica. Prisotnost zloveščih zasevkov. Še močnejša kemoterapija, odpadajo nohti in koža se lušči. Žalost, strah, obup, nemoč. In nikoli več. Vanja zdaj živi v pesmi, tukaj med nami.
Do mene je pristopila Felisa Koj in vprašala, če lahko pride na odprti mikrofon in jo zato tudi vabim, da pride na oder in seveda lahko prideš. Življenje je kancerogeno. Prvo so bili znamenja. V ruščini to pomeni znak napovedovanja usode in se mi je zdelo tako ironično, da v slovenščini je to tudi ime za tvorbo na koži. Vsak mesec si oglej znamenja, vsako leto pojdi na dermatološki pregled, povej, da imaš anamnezo kožnega raka v družini, SPF 50+, ne biti preveč na soncu, ne nositi oblačil, ki se preveč prelegajo, ne dotakajte se lastne kože. Pred 2 letoma sem dobila klic in kot da je bila to najbolj vsakdanja stvar, sem slišala odmes med drugim, dedek pa ima raka. 3 tedne mi je trajalo, da se zberem in ga pokličem, ker nisem želela pogledati raka v oči. In točno tako sem začela ta pogovor. Strah mi je. Kako si? Strah mi je. A se počutiš v redu? Pa če se že nismo preživeli, je rekel takrat dedek in je preživel. Pravijo, da so mu vzeli polovico polti na hrbtu. Ne vem, katero polovico, saj ga potem nisem videla, ampak vedno sem si predstavljala, da je to leva polovica. Ker točno na levi imam jaz znamenja, ki me najbolj prestrašijo in ki mi jih že 2 leti nočejo odstraniti, se zgledajo v redu. Čutil pa se kot tihi izdajalci, neopazni duhovi, ki ti hrbet napadajo tiho, da še sama ne veš. Sorry, da te nisem poklicala prej. Strah mi je bilo. Ne sekiraj se, je odgovoril dedek. Jaz pa že 3 tedne ne moram poklicati tvoje sestrične, da izrazim sožalje, ker je izgubila sina. Writing is somewhat like a pregnancy. You go around with this subtle growth inside you until it becomes unbearable, then the water breaks and it all comes flowing out in pain and relief. And then it starts living its own life. I haven't experienced childbirth, but there are 3 nice little scars to remind me that I was pregnant nevertheless. And maybe it's about time I cut into my stomach again and take out what kills me, be it alive, dead, or ugly. Although I argue, just for my own self, a dead piece of literature was significantly worse than a dead embryo. Že od nekdaj sem slišala to čudno, skoraj pravlično besedo. Bersej. Naprej se je izgovarjalo potiho, kot neko prekletstvo, demonična pošast, ki se skriva v temnem kotičku starinskega doma in ti bo grabla za nogo, ko tega še najmanj pričakuješ. V tem informacijsko bogatem času se nisem niti upala te besede pobrskati po spletu. Samo pred kratkim mi je teta rekla, moraš se testirati za Bersej, da točno veš, če imaš ta gen, se lahko pripravaš. In le takrat sem pogooglala gen raka pri ljudinjah in pogledala Bersejev obraz. Dedni rak dojk ali jajčnikov je pogosto povezan z mutacijami genov BRCA1 in BRCA2. Genetska naravnost krakov, zlasti rakodojk in jajčnikov, je povezana tudi z določenimi etničnimi skupinami, vključno z judinimi, predvsem aškenaškega rodu. BRCA plus 60 genes je genetska preiskava, ki iz vzorca krvi analizira 18 genov, povezanih z dednim rakom dojk, jajčnikov
finančne sluznice ter zagotavlja zelo zanesljive informacije o morebitnem tveganju, da bo oseba zbolela za eno od naštetih vrst raka. Ko se je teta, pregnana s strahom, kar odločila za amputacijo, so ji pravili, ja, nora, baba, neumna, kako boš ti brez maternice pa jošk, kot da nima ženska že preko otroka. What is a woman? Je zvenelo vprašanje. Kdo si ti brez maternice? Nisem imela raka v maternici, sem pa imela otroka v jecevodu. Jecevod so mi odstranili, zdaj hecam, da sem samo 75% ženske. Ostalih 25% je sama neuspešna mati in kar taka se načrtujem ostati. S tako genetiko pač rojevam besedila. Hvala, teta. Hvala lepa za ta performance. Na začetku si nisem predstavila, moje ime je Tanja Matjašević. Mislim, da sem bila leto in pol nazaj diagnosticirana z rakom dojke, HER2 negativen, če smo že pri vseh teh oznakah. In v bistvu to me je tudi napeljalo na to, ker je bilo okrog mene tudi kar nekaj ljudi, da se pač tukaj v Škulcu smo se povezali in smo rekli, da bi mogoče pa delali tudi take dogodke, kjer bi lahko predstavili našo umetnost, se skozi njo povezali in v bistvu se tudi malo podrili v teh procesih prebolevanja. No, nekak rezultat vsega tega je, da bo letos išla tudi moja pesniška zbirka. Ravno kar sem dobila nazaj presecirano verzijo. Sem mislila, da bom imela 6 ciklov, ampak očitno jih bom imela 5. In sem si tudi zamislila, da iz vsakega cikla preberem eno pesem. Takole gre. Rama. Med prajdami se ne zgodi nič takega. Na razgrnjeni karirasti rjuhi pijeva ohlajeno pivo in jeva pečene paprike po receptu tvojega očeta. Pravim, nič takega ni, če se dve ženski delita isto rjuho. Nič takega. Ko me sprašuješ o prednicah, se približaš moji rami in sloniš na njej vse do večera, dokler naj jo ne začnejo pikati komarji in te povabim noter, na kratkega. Obletnica. Letni časi niso več predvidljivi. Tudi moje telo ne deluje na enak način. Da bi prelisičila svoje bližnje, na svoj obraz kopiram izraze s fotografij, ki sem jih shranila v datoteku ljubav. Brez ličil prisegam na avtentičnost, a priznam, da vse pogosteje izginjam iz svojega telesa. Leživa ena zraven druge, vendar sva preutrujeni, da bi se dotikali, kot 3. decembra, toliko let nazaj, ko sem z ličnico drsela po notranjosti tvojih stegen. Zavijam se v mok, pred tabo skrivam, da jemljem tablete za spanje, da bi zmanjšala patos, doma v male glinine lončke presajam rože, ki me spominjajo na te. V sobi 336 ne vem, kako naj poskrbim, da bo najina ljubezen preživela, brezvoljne poglede, ki padajo iz najinih težkih teles. V kočnikih nosim upanje, ko žvečim kosilo, ki ni nič posebnega, čeprav je hotel, v katerem spiva čisto dom. Tik-tak, tik-tak, kopiraj prilepi, do konca življenja, počitnice, morje, restauracije, sivi pino za sive dni. Se spomniš, kako sva si želeli skupaj dočakati jutra? Se spomniš, šepetam, kako si me prvič pobožala po roki? Koliko vznemirjenja je bilo med nama, ko si me takrat vprašala, če se midve malo osvajala in sem ti prikimala na poti do spalnice. Si želim,
da bi se tudi danes. Spremembe. Včasih potujem, da bi spremenila svoje ime. Fernando, španski deček, se te negotovo dotikam. Tipam tvoje rame, štejem lepotna znamenja, prepogibam se, kot školjka, odrivam svojo mišičasto nogo, da bi se zakopala vate in potem tam bivakirala, dokler se ne dvigne grško sonce. Na drugi strani postelje ležiš. Nisi moja, ampak si z menoj. Blažena, vedno znova. Spreminjam svojo balkansko kri. Ti pa me vidiš skozi očesna zrkla, kot da si sapfo. S svojimi komplimenti prebadaš moj prastari želvi oklep. Prehajam med prostori in iščem svojo pravo obliko. Ti me kličeš po imenu, da bi prišla nazaj, da bi prišel nazaj, da bi prišlo nazaj, kar se je raztreslo med nama. Kokon. Danes se obadam z željami. Tvoje telo je prožno, kot na tisto črno-beli sliki študentskih let. Poluješ cigareto, ne kadim, bi pa vseeno rada plesala s tabo, ker smo zmagali na referendumu ali kakšni podobni politični akciji, zaradi katere se upanje pretaka iz enega telesa v drugo. Ko hodimo po razsvetljenih ulicah, se nebotičniki razvrščajo okoli naju, kot besede v pesmi. Oči se privajajo na ulične svetilke, ki ena za drugo ugašajo, medtem ko si ustnice mažem z vazelinom, prepričana, da boš v tem jutru nanje lansirala svoj poljub v slovo ali pa kot povabilo, da novembrsko noč vendarle zaključiva pod tvojim kovtrom. Maline. Ni pomembno, koliko granula ploščica poješ in koliko krat tedensko greš plavat. Rakave celice se klonirajo hitreje, kot uspeš prebrati budistični priročnik ali vzgojiti organsko solato. Zavrnem obredni kakav, na katerega me vabi sovaščanka, čudežne gube, motivacijski film o preživelcih, ignoriram klice prijateljice, s katero nismo govorili že več kot 3 leta. Nekje v središču naše galaksije oblaki plina proizvajajo molekule, ki dišijo po malinah. Berem v čakalnici oddelka za radioterapijo. Preden so mi na trup utetovirali 4 pike, sem si predstavljala, da bo na mestu, kjer so odrezali dojko, nastala črna luknja, ki bo vase posrkala vse odvečno, kar se je nakopičilo v mojem telesu. V 40 letih, nočne more in opaske, na kakšen način režem paradižnik, kako se oblačim, hodim, kakšno frizuro imam, s kom živim, ali zakaj se lotevim novih stvari, preden zaključim diplomo, urejanje pisarne, pesniško zbirko. Vdihni in zadrži. Štej do 28. Navodila iz zvočnika so jasna, ko negibno ležim na mizi pod aparatom za obsevanje, se zanašam na sluh. Izdihni. Z milimetrsko natančnostjo okroži okoli mene mehanična glava in z vseh kotov usmerjam vame rentgenske žarke. Zapiram oči in razmišljam, kako lepo bi bilo, ko bi radiacija uničila tudi tesnobo, ki izživa moje telo. Še preden se razgradijo atome, ki uhajajo v atmosferi, da bi se pridružili prahu starih zvezd. Da bo 5 milijard let kasneje Mlečna cesta še vedno dišala po malinah.